Če se sprašuješ, kako lahko povečaš obiskanost svoje spletne strani brez mogoče dnevnega objavljanja na družabnih omrežjih, potem je definitivno fino, da poskrbiš za optimizacijo spletne strani za umetno inteligenco oziroma AI. Zakaj? Zaradi tega, da lahko potem tudi, kot je na primer ChatGPT in podobni, pošiljajo obiskovalce direktno na tvojo spletno stran. V tej epizodi pa ti razkrijem 5 konkretnih taskov oziroma nalog, ki jih lahko narediš že danes, zato da bo tvoja spletna stran bolj optimizirana za umetno inteligenco. Hej, dobrodošla v podjetniškem podcastu Legendarni, ki je namenjen vsem, ki želite svojim delom pustiti trajen pečat in ustvariti več kot le uspešen posel. Če se še pa ne poznava, moje ime je Maja in podjetnikom in podjetnicam pomagam pri gradnji brenda, vse od postavitev temeljev celostne grafične podobe, spletne strani, ki konvertira obiskovalce v stranke in rasti in razvoju brenda. V tej epizodi ti torej razkrijem 5 korakov oziroma nalog, ki jih lahko narediš že danes in tako poskrbiš, da bo v bistvu tvoja spletna stran bolj optimizirana tudi za umetno inteligenco. Zdaj, marsikdo že pozna SEO, torej to je optimizacija spletne strani za iskalnike, ki je do zdaj bila neverjetno, torej zelo pomembna. Zdaj se ji pa pridružuje še SGE, to je Search Generative Experience. To pomeni, da v bistvu je dobro, da svojo spletno stran optimiziramo tudi za iskalnike, ki jih poganja, če tako rečem, umetna inteligenca. In to ne nadomešča SEO optimizacije, ampak jo v bistvu dopolnjuje. In ko enkrat imaš optimizirano spletno stran tudi za umetno inteligenco, to pomeni, da bo v bistvu, kot je recimo ChatGPT oziroma Cloud ali druge takšni servisi, vlekli kot vir iz tvoje spletne strani in potem seveda priporočali tvojo vsebino tudi tistim, ki uporabljajo umetno inteligenco. Tukaj pa mogoče je še en negativna zadeva tudi to lahko, da pa ni nujno, da bo zraven naveden tudi vir. Seveda pa velikokrat tudi je in jaz osebno vseeno mislim, da je dobro, da optimiziramo spletno stran za umetno inteligenco, zaradi tega, ker če veliko virov umetna inteligenca vzame iz naše spletne strani, se torej tudi v njenih, če temu rečemo tako, očeh, nekako ustvari ena avtoriteta, zaupanja vreden vir, ki ga potem seveda lahko kot naprej delijo, recimo, če bi nekdo vprašal za strokovnjaka, kot si ti, kdo je najboljši na področju v Sloveniji, je zelo verjetno, da bo potem priporočali tebe. Tako da jaz definitivno priporočam, da se spletna stran optimizira tudi za te vire, ki bodo verjetno za pričakovati v prihajajočih obdobju še veliko bolj potrebni. Zdaj pa gremo kar na 5 nalog, kaj lahko narediš že danes. In sicer prva je, da dodajaš pogosta vprašanja in odgovore, torej sekcijo z pogostimi vprašanji in odgovori. In to ne pomeni, da imaš na spletni strani samo eno stran, kjer so vprašanja in odgovori, ampak da v bistvu imaš na vsaki podstrani tudi to sekcijo. Lahko je enaka, lahko pa je še boljše, če je prilagojena glede na vsebino, ki na tisti strani pač je. To pa ne pomeni, da se moramo ustaviti samo na straneh, ampak lahko to v bistvu uporabimo tudi, če imaš blog na posameznem prispevku, to lahko uporabimo torej tudi pri kontaktnih obrazcih in tako naprej. Skratka, povsod, kjer je možno, da vključiš tudi torej pogosta vprašanja. In če se zdaj sprašuješ, ok, Maja, pa kaj naj bodo, ne vem, če jaz napišem en blog, kaj naj bodo zdaj tukaj pogosta vprašanja? To niso nujno vprašanja, ki jih res dobivaš direktno od svojih potencialnih strank, ampak so to vprašanja, ki nekako ali raztapljajo govore, če govorimo o ponudbi, ali so to vprašanja, ki mogoče se prikradejo v misli lahko, ko nekdo pač bere tvoj blog ali posamezno stran. Skratka, to so taka zelo fajna vprašanja, ki se nekako nam pojavijo ali pri posameznem prispevku ali pa blogu, recimo, ko ga beremo, ali pa če gledamo ponudbo. Tako da definitivno je to super sekcija, ki jo lahko vsak izmed nas že danes torej doda. In če redno pišeš blog ali pa snemaš podcast in potem objaviš na spletno stran, lahko vsakič to sekcijo, torej za vprašanje in odgovori, vključiš tudi na posamezni prispevek. Druga točka je, da odgovoriš na glavno vprašanje že v uvodu članka oziroma strani, če je smiselno. Tukaj je predvsem zelo smiselno, kaj mislim s tem? S tem mislim v bistvu, da zdaj umetna inteligenca zelo hitro išče kakšne povzetke, ne? In če že v bistvu mi napišemo kot nek kratek povzetek v enem stavku ali dva in ga vključimo v blog
čisto na začetku, naprimer, je v bistvu to zelo dober znak za umetno inteligenco in zelo dobra optimizacija. Tako da lahko razmisliš, kaj bi bila tista vsebina, da če nekdo recimo pride na tvojo stran ali pa na tvoj blog, kaj želi čisto na kratko izvedeti, mu daš kot neki povzetek, če temu tako rečem, in potem seveda za vse, ki berejo potem naprej, lahko dobijo še vse podrobnosti. Tako da to je v bistvu super zadeva, tako za tiste, ki so bralci, torej za ljudi, kot tudi za umetno inteligenco. Jaz redno to tudi prakticiram, recimo vsak teden, ko objavim novo epizodo podcasta, v njej, torej nad videom, objavim ta čisto kratek prispevek, zato da nekdo lahko si prebere že čisto na kratko, kaj je v tej epizodi, in potem, če ga zanima, posluša več, če ga ne zanima, pač ni treba. In pa seveda vključim tudi iz prve točke vprašanja in odgovore, ki so vezani na posamezno epizodo. In to je nekaj take simple, lahkotne stvari, ki jih seveda lahko vključimo čisto vsi. Gremo na tretjo točko. Tretja točka je, da preveriš in izboljšaš svoje naslove. To so tisti naslovi največji na posamezni strani, ki so označeni z H1. Tukaj je fajn, da jih preoblikujemo v vprašanje ali pa v jasne rešitve. Torej tukaj se čim bolj izogibamo temu, da smo poetični in tako naprej, ampak da je res ali neko vprašanje ali je to neka rešitev, tako da v bistvu je na eni strani zelo magnetičen in pritegne prave idealne stranke in na drugi strani torej tudi optimiziran za umetno inteligenco. Recimo, če pogledamo kakšen primer, če bi recimo delali spletno stran in bi bil pač nek prispevek ali pa nekaj, kako pripraviti vsebino za spletno stran, bi lahko ta naslov torej preoblikovali, kako pripraviti vsebino, ki jo AI, recimo iskalniki umetne inteligence, obožujejo. Ali pa recimo, če bi delali neko spletno stran, da imamo masaže, pa bi bilo, kjer imamo vse masaže, našo ponudbo, in bi bil naslov naša ponudba masaž. Recimo, kako lahko ta naslov izboljšamo? Lahko ga izboljšamo na način, da je naslov recimo iščeš masažo, ki ti res pomaga sprostiti telo. Poglej našo ponudbo. Recimo, je veliko bolj ne samo za AI umetno inteligenco prijazno, ampak zelo prijazno tudi za ljudi. Tako da definitivno, ko enkrat mogoče še vnaprej, ko delaš naslove, da paziš na to in mogoče pogledaš tudi že svoje obstoječe naslove, kako jih lahko izboljšaš. Četrta točka je, da optimiziraš slike. Slike, ki jih naložiš torej na svojo spletno stran, in sicer, da dodaš alt tekst. Torej, to je tisti tekst, ki se velikokrat na spletni strani sploh ne prikaže, ampak je v bistvu tekst, ki ga v ozadju lahko berejo tako Google, kot pač vsi drugi robotki, vključno z umetno inteligenco. In umetna inteligenca še toliko bolj išče, po slikah, torej te opise, torej ta alt tekst, nadomestno besedilo, mislim, da je slovenski izraz, ki ga lahko torej dodamo svoji sliki, torej ko naložiš sliko na spletno stran. Priporočljivo vedno je, da dodaš naslov, da dodaš torej alt tekst, torej nadomestno besedilo, lahko je nekaj zaključno besedo, da lahko tudi potem ti robotki prebirajo po teh vsebinah. In pa peta točka, zdaj to z slikami, mogoče četrta še samo to, da v bistvu, ko enkrat se to navadiš in vsakeč, ko naložiš torej to sliko in dodaš, lahko v bistvu narediš takšno si navado in pač to potem ti pride v takšno navado, podzavest, da nikoli več ne pozabiš. Ne čakati, da naložiš 20 slik, pa greš potem vse optimizirati, ampak zelo super trik je, da to delaš sproti. Peta točka je, da vključiš kako to, ali how to, če rečem v angleščini, vsebino na blogu ali pa na kakšni drugi strani. Torej, umetna inteligenca ima zelo rada vsebine, kako nekaj narediti, ali pa kako, torej how to vsebine, tako da pa seveda, verjetno tudi ljudje imamo velikokrat nekaj takšnih vsebin, to ne pomeni torej, da imaš zdaj samo takšne vsebine, ampak da poskrbiš, da so na spletni strani tudi nekaj takšnih vsebin. Koliko pa je seveda popolnoma tvoja odločitev, lahko narediš to v obliki bloga, v obliki podcasta ali pa v obliki mogoče kakšnih vodičev. Skratka, imaš veliko možnosti, kako v bistvu za svojo idealno stranko pripraviš tudi neke vsebine, ki so vezane, kako nekaj narediti. Tako da, če samo povzamemo, torej 5 točk, kaj vse lahko danes že narediš, da izboljšaš optimizacijo, torej tudi za umetno inteligenco. Seveda to vpliva tudi na SEO in je plus tudi za ljudi.
In sicer prvo je torej, da dodaš sekcije vprašanje in odgovori, drugo je, da odgovoriš na glavna vprašanja že v uvodu članka strani, torej da dodaš tisti povzetek. Tretja točka je, da preveriš in izboljšaš naslove. Četrta točka je, da optimiziraš slike in pa peta točka, da vključiš torej vsebine how to oziroma kako nekaj narediti. Evo, upam, da ti pomaga, da bo tvoja spletna stran bolje obiskana. Uživaj in se vidimo kmalu. Čau! Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast na najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.